Z dvigom festivalske zastave je mariborski župan predal oblast direktorju Narodnega doma, ki že 20-tič organizira festival Lent. Pred 20 leti smo si ga predstavljali nekako takšnega, kot je danes. Danes pa moram reči, mogoče je to neskromno, pa bo kdo porekel, da ni v redu, ampak danes, ko smo videli, kaj se pravzaprav da narediti skozi teh 20 let, nam pa je žal, ker vemo, da bi lahko bil še neprimerno boljši. Lahko bi bil neprimerno boljši, če bi imel boljšo infrastrukturo. Vsako leto porabimo za improvizacijo te infrastrukture okoli 800 000 evrov. Lahko bi bil lepši, če bi bil raztegnjen čez vse poletje, lahko bi bil lepši, če bi imel več denarja za promocijo in več denarja za programe. Ampak prvih 20 let je še čas, na koncu koncev tisti, ki ga bodo počeli naprej, in jaz še nekaj časa, seveda upam, da bom to lahko počel. Imamo načrte, če bomo imeli dobro podporo strani mesta, strani države, če se bomo zavedli, da je to naš skupen projekt, potem nas čaka lepa prihodnost. Jaz sem prepričan, da bo to največja dodana vrednost Evropske prestolnice kulture. Glede na izkušnje, ki imamo z tem festivalom, in ta festival je bil en izmed temeljnih razlogov, da je Maribor bil uspešen pri zagovoru v Bruslju, ko smo kandidirali za Evropsko prestolnico kulture. In tudi takrat v drugi zagovor je gospod Rukavina bil tista odločilna oseba tega mesta, ker je uspešno zagovarjal naš projekt. In jaz sem prepričan, da tudi ti zapleti, ki so v parku oziroma v zvezi z parkom, da so neumni zapleti, otroci naj imajo park. Park ni od posameznika na zavoda o tem ali onem, ni moj, ni vaš, je naš, in park ne služi ljudem. In ta program, ki je v letošnjem letu v parku, se ga splača pogledati, zato javno vabim vse najmlajše, babice, dedeke, mamice in očete, da si družinsko ogledajo nekatere programe v parku in prav gotovo bodo uživali. To se nam dogaja vsako leto. In vsako leto imamo zmerno samo z enimi in istimi problemi. Nikoli ni gospod Rukavina imel problema z mestno občino ali kadar smo širili neko dejavnost. Zmerno so isti problemi. Ko se večkrat sprehajam po parku, pa me kdo govori, pa smo ob prvem ribniku dali preplastiti asfaltno prevleko, pa sem dobil kot župan pozdrave od Republiške inšpektorice za kulturno dediščino, da moram to postaviti v prvotno stanje. In če se vam to zdi normalno, meni ne. Tisto, kar govorijo oni, je neresnica. Začeli smo z aktivnostmi skupaj z njimi že v jeseni lanskega leta. V januarju mesecu so dobili prvo vlogo, prvo pisno vlogo in o tem obstaja korespondenca. Jaz pričakujem, da se ti zapleti na koncu koncev razpletajo. V parku se stvari začenjajo dogajati, mi dovoljenje seveda imamo, tega soglasja nimamo, zato prevzemamo po eni strani mi vse konsekvence, oni pa tudi, ker ga niso izdali pravočasno. Seveda, če bodo odkrili, da so nekatere stvari, ki grobo posegajo, čeprav so z nami skupaj seveda opravili obhode po parku, čeprav so oni bili tisti, zaradi katerih smo umikali, premikali nekatere stvari, potem je njihov namen, jaz mislim, da žal drugačen. Ampak še vedno upam, da bo prevagala seveda pamet. Program je za vse ljudi. Lahko najdete vsako glasbo ali pa tudi vsaki ples. Folk art je tisti, ki najbolj popestri to mesto, ki ima eno tako močno tradicijo in zelo veliko zanimanje za ta program. Gospod Rukavina lahko to potrdi, koliko skupin bi želelo iz nekaterih drugih mest ali pa tujine priti v Maribor se predstaviti, dobesedno zaradi zainteresiranosti in programa jih v letošnjem letu nismo mogli sprejeti. In si jih želimo, da bi v naslednjem letu bili del naše kulturne zgodbe v tem mestu. V Mariboru smo, nekoč so nas vabili v Ljubljano, da bi prišli, pa nismo. Mi smo celo privabili Ljubljančane sem. Ana Desetnica, festival uličnega gledališča, je namreč nastal z ljubljanskimi izvajalci, z Gorom Osojnikom in ekipo najprej v Mariboru in se šele čez 3 leta, ko je postal festival 2 mest, preselil v Ljubljano. Tako da Maribor, Ljubljana, vesel bi bil, če bi bilo čim več Ljubljančanov tukaj. Upam, da bodo prišli, upam, da se bodo imeli skupaj z nami fajn.